Pozdravljeni, dobro jutro vsem. Simptom. Zakaj je za nas tako pomemben simptom? In drugič, zakaj je tako pomembno, da znamo določen simptom, kot je na primer depresija ali pa nesposobnost ločitve, uvrstiti v vrsto simptoma. Torej, v vrsto simptoma, torej te osnovne štiri vrste simptoma, in sicer odkot izvira simptom. Torej, bodisi iz duha, duše, telesa ali pa uma oziroma misli, kajti tudi misli in imajo svojo dinamiko, ki je simptom. Simptom, s tem, ko ugotovimo njegov izvor, njegovo etiologijo, nam pove pot, po kateri naj bi se naše življenje razvijalo, da bi lahko ponovno dosegli funkcionalen odnos s celoto svoje biti. Torej, funkcija simptoma je vedno priti nazaj k sebi in v ta namen proučujemo simbol. Naprimer, če je simbol duhovne narave, kot je to na primer depresija, ki pomeni izgubo oziroma umik osebnega duha, je tisto, k čemur ta simptom vodi, stvarjenje pomena. Na nek način smo izgubili pomen v svojem življenju, včasih tudi pomen celote svojega življenja. Na drugi strani, če gre za simptom nesposobnosti ločitve, ustvarjanja potrebne razdalje v čustvenih odnosih, da bi lahko šli naprej, potem je to psihični simptom. Če pa je simptom psihičen, pomeni, da ima svojo zgodovino v nasprotju z simptomi duha, ki so na nek način samostojni, suvereni in ne delujejo na zgodovinski način. S tem, ko mi lociramo simptom, pridobimo način, da ga razumemo celostno na eni strani, na drugi strani pa simptom, ko ga lociramo in povežemo z arhetipi kozmologije, s 4 elementi ognja, vode, zemlje in zraka, ga lahko povežemo s svojim osebnim kozmogramom in ga razumemo v luči življenjskih razmer, ki so oboje pripeljale do simptoma, hkrati pa nudijo tudi vpogled v njegovo integracijo. Na poletni šoli bomo vzeli enega ali dva svojih simptomov in ga umestili v svoje življenje, v smislu tega, kam simptom pripada in kaj nam delo s pomočjo analize sanj, aktivne imaginacije, psihoanalitičnih tehnik doprinese k drugačnemu razumevanju in interpretaciji simptoma. Poletna delavnica metode IPAL bo izkustvene narave. Delali bomo večinoma v naravi, na travniku Dujčeve domačije, zjutraj pa tudi v palestri Dujčeve domačije, kjer bomo imeli vsako jutro pripovedovanje sanj v sanjski matrici. Delavnica traja od srede popoldne do nedelje do kosila, od 10. do 14. julija, tako da sedaj je čas za prijave. Lepo bodite in se vidimo tu in tam.